Kakšno pa je sožitje v Evropski uniji kot skupnosti? Ali skupaj razmišljamo o prihodnosti Evrope? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Evropska unija se sooča s številnimi preizkušnjami in konflikti, ki nastajajo tako med posameznimi državami, kot znotraj vsake posamezne države. Pri tem ima tudi pomembno vlogo sožitje med generacijami. Potrebno je prisluhniti mladi in starejši populaciji ter različne vidike medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja prilagoditi. To je pot do cilja družbe, ki se bo razvijala in nenazadnje ohranila. Še enkrat bi vse nas opozorila na demografski primanjkljaj, ki mu posvečamo premalo pozornosti in o katerem sem že v preteklosti veliko govorila. Tako kot bomo morali povečati samooskrbo z doma pridelano hrano, bomo morali poskrbeti tudi samooskrbo z ljudmi. Zaradi velikih demografskih sprememb in večje obremenitve delovno aktivnega prebivalstva se povečujejo tudi večji konflikti med mlado in starejšo populacijo. Večina jih sicer meni, da je pri nas takih konfliktov malo. Prilagoditve javnih solidarnostnih sistemov, denimo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, povečujejo možnosti medgeneracijskih konfliktov. Ti sistemi se morajo opirati na načelo pravičnosti in razumne porazdelitve bremen med generacijami. V Sloveniji imamo s preostalo Evropo še vedno visok delež medgeneracijskih gospodinjstev. Geografske razdalje in zelo razširjena uporaba sodobnih komunikacijskih sredstev spodbuja dobre odnose med generacijami. Poleg javne medgeneracijske solidarnosti pa tradicionalno obstaja tudi neformalna solidarnost različnih oblik med starejšimi in otroki. Od praktične pomoči v gospodinjstvu, varovanja otrok, do finančne in socialne pomoči, ki se izraža z obiski, s komunikacijo in izražanjem pozornosti. Tudi neformalna solidarnost poteka v obeh smereh. Starši pomagajo otrokom, dokler ne končajo šolanja in si začnejo sami služiti kruh, pa tudi pozneje, še zlasti pri nakupu stanovanja, ki je pogosto skupen projekt več generacij. Ko sami izgubijo vitalnost in nazadnje morda postanejo celo povsem nemočni, pa odrasli otroci pomagajo njim. Ni pa prav, da se starejšim očita, da živijo na račun mlajših generacij. Pozabljamo na vložek, ki smo ga prispevali k rasti zdajšnjega standarda, prav starejših. Na primer, izobraževalna infrastruktura in drugi javni sistemi, ki so del dediščine in medgeneracijske solidarnosti, se prevečkrat pogosto jemlje kot nekaj samoumevnega. Današnji starejši so tedaj, ko so bili zaposleni, prav tako vzdrževali mlade in stare. Brez vložka starejših generacij jih pač ne bi bilo. Poudariti pa moramo, da se je trg dela in položaj mladih zelo poslabšal. Na voljo je preveč zaposlitev le za določen čas. Nakup stanovanja, ki sicer nikoli ni bil enostaven, je velikokrat neuresničljiv ali pa pogosto projekt cele družine, več generacij skupaj. Mladim torej danes ni lahko, a niso za vse krivi stari ljudje. Poudariti pa moramo, da se družine manjšajo in je vedno več enočlanskih gospodinjstev. Premalo je otrok za normalno obnavljanje generacij. Torej je pred nami veliko izzivov za izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja. Predvsem pa sem mnenja, da bo Evropska unija močnejša, če bomo modrosti starejših dodali navdih mladih in če bo razmišljujoča ter skrbna naslednja generacija Evrope. Nujno potrebujemo Evropo okrepiti, pa vendar bomo to lahko storili le skupaj. Pred nami je leto 2022, ki je razglašeno za Evropsko leto mladih. Cilj Evropskega leta mladih bo vključevati mlade v ključne posvetovalne procese, kot je konferenca o prihodnosti Evrope in druge javne politike na ravni Evropske unije ter na nacionalni in lokalni ravni.
Po zaslugi Evropskega parlamenta bo posebna pozornost namenjena mladim z manj priložnostim in obravnavami vprašanj duševnega zdravja. Torej, veliko je izzivov pred nami. Ne zanima me preteklost, zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela preostanek svojega življenja.